Ziher poznaš to, ne, da pač so delo na sebi, kot da lupiš plasti čebule. Ne, in v bistvu se nikoli ne konča, ampak se pa že vidi sprememba pri človeku, ko že 3 plasti one čebule lupi. Ne, se že vidiš, da je malo bolj on, pa malo bolj sije. Ne. Prvi podcast v mesecu marcu pričenjam s posebno žensko. Nekoč se mi nadela poseben pridevnik, eterična. Ko si ob njej občutiš toploto, toplino, mir, sprejetost, kot tudi razigranost in kreativnost. Ženska, ki si je drznila stopiti izven okvirja, zato je pravšnja gostja za naš podcast Neokvirjeno. Slovenija Goričanka, ki je svoje srce zaupala ljubezni preko meje, a se še kar nekajkrat na mesec z veseljem vrača v Slovenske Gorice. Mateja Fištravec, Legant, dobrodošla v Neokvirjeno. Hvala, Nina. Kako lepo si to napisala. Res ful lepa predstavitev mi je všeč. Pa jaz mislim, da bi se kar mnogi s tem strinjali. No? Vsaki, ki te poznate v nekih teh pridevnikih, na opisih bi te zagotovo najdel. Načela sem temo, smo v mesecu marcu, mesec žensk, 8. marec, potem neka prizadevanja za enakopravno žensk. Pa me zanima, kaj za tebe pomeni biti ženska in kaj za tebe ta ženska moč? No, hvala še enkrat za povabilo. Ženska moč, ja. Ker smo ravno prej tudi malo govorili tako ženski v različnih kulturah na tem našem planetu. Ne? Kot prvo sem hvaležna, da sem se narodila zdaj tukaj, v Evropi, v tej naši kulturi. Ženska moč, ja, pa je enostavno v tem, da se mi zdi, da tako, da se kot ženska veš, lahko pokažeš v tem, kdor si. Da se lahko izraziš, pa da se zdaj nekdo ne bo, ne vem, zmrdoval, ali pa da bo nekdo rekel, to pa zdaj glih se mi ne zdi primerno, da ona, ne vem, govori o tej pa o tej temi, ne, da se nas enostavno ne tišči dol, ne, pa ne proba utišati, ne. Tako da zdaj recimo pri nas imamo res, tako kako jaz čutim, ful svobode, ne. Dejansko se lahko bi rekla, ne vem, živiš zdaj v Avstriji, Avstrija, Slovenija, neki približno ista kultura, no, imamo neke pravice. Lahko javno govoriva, imamo podcast, marsikatere kulture, ko smo se prej pogovarjali, tega nima, ne. Ampak vseeno pa mogoče, če se dotakneva te ženske moči, no, jaz sem mogoče bolj tudi v tej stilu mislila, vse skozi življenje, imamo polno nekih življenjskih preizkušenj. Odkje pa si ti črpala to žensko moč, energijo, da si pač šla? Ker tako, kot sem rekla, ne, še vedno, kljub vsemu, kar si uspela, tiste izzive, ki si jih imela, obrniti v učenje, da si na njih tudi zrasla. In se tu tudi vidi ta pomirjenost sama seboj, ta zadovoljnost sama seboj, ker tega niso vsi tako uspešni v tem, no? Predvsem tudi ženske, no? Ja, tako zelo tako široko vprašanje, ampak sprejeti sebe takega, kot si, ne. To je spet eno zelo širok spekter. Jaz bi rekla, da delamo na tem vsak izmed nas celo življenje, ne, se sprejeti takega, kot si, pa biti toliko pogumen, da stojiš za sabo. Dobro tudi to, da prepoznaš sploh, kaj so moje želje, kaj si jaz želim, v bistvu, ne. Da sploh do tega prideš, se mi zdi, rabiš že eno dolgo pot za sabo, neke določene izkušnje. Spet ne vem, nisem čisto dobro odgovorila, se mi zdi. Ja, pa mogoče greva kar v srž, no, če bi rekla, kdaj si začela ti tako razmišljati ali pa iskati to svojo identiteto ali pa res se zavedati sama sebe, svojih želja. Kdaj si začela to duhovno raziskovanje? Okay, če tako rečemo? Ja, zdaj smo že malo bliže. Ja, jaz sem bila že od nekdaj, jaz se spomnim že kot najstnica.
sem vedno gnjavila takrat mojo mamo, zakaj smo tu, zakaj živimo, povej mi, kaj je smisel. Ne vidim smisla, ker je bilo vse tako, ne vem, tista šola, pa ful obveznosti, pa tako si, pač vsak izmed nas je rojen v neko določeno družino in tam ti prevzameš vse, ne. Na otroka se skopira dejansko cela programska oprema njegovih staršev pa vseh prednikov nazaj, ne, zapravi tistega družinskega drevesa, ne. In zdaj, mene je to vse ekstremno hitro začelo zanimati, ne, to vprašanje o smislu bi lahko rekla. Ampak kdaj pa sem recimo začela svojo, kako je bilo vprašanje, kdaj sem začutila, ne, kaj je moja identiteta, kdaj sem tu šla en korak naprej. Ne. To pa je bilo nekaj v 20-ih, pospešeno je bilo pol s tem, ko sem pri 26-ih tako hudo zbolela. Ne. Ampak že zelo hitro, zato ker sem imela, tako vsak človek, verjetno tako v tistih 20-ih, ne vem, imaš ful izzivov, imaš neko, delaš nekaj, študiraš, bolj imaš, ne vem, tudi partnerske veze, vsi odnosi, pač kaj jih imaš, nekje trpiš, nekje straglaš, nekje imaš neke izzive non-stop, ne. In tam seveda se skušaš dokopati zdaj do nekega recepta, kako pa je lahko meni boljše, ne. Tudi zaradi tega si se verjetno odločila, da si šla pač na filozofsko v Maribor, ne, tudi diplomsko delo se že vidi, da ti je bilo všeč nekaj taka bolj drugi pristop in bolj neki raziskovalni, bolj, bi rekla, iskanje poti k pristnemu, k naravi, k drugačnosti. Meni se to zdi, da je vse logično na moji življenjski poti tak, ker jaz sem takrat že iskala smisel, ne. Mene je zanimalo, kako svet funkcionira. Hotela sem tu nekako v globino priti pa videti, ne, kaj je smisel, ne, v čem je catch tega sveta pa nas ljudi pač tu, ne. In zato sem potem se odločila za študij sociologije, ki sem takrat nekako mislila, da mi bo dal, ne, ampak mi ni dal, ne. Pač nisem imela takrat tudi nisem imela dovolj usmeritve, recimo takrat, ko sem se odločila za študij. Ne od doma, ne od profesorov ali učiteljev, ne. Kaj pa sta starša po poklicu? Ker vem, sestro še imaš tudi, ne? Ja. Ampak kako je tam background? Ne, moja starša pa nista študirala, ne. Oba dva sta naredila trgovsko šolo, dejansko. Tukaj čist druga smer, Ja, čist, ne. Sestra pa je, mislim, da je medicinski del bolj, ne? Tako, okej. Sestra pa je medicinska sestra, ja. Tudi sestrin poklic je bil nekako, ona tudi ni vedela, kaj bi, pa je potem, ko je meni pomagala, ko sem bila bolana, naenkrat ona bo šla, ker je šla na prvo gimnazijo, tako jaz, pa je tam bila ful nesrečna in je potem šla poklicno zdravstveno po prvi gimnaziji, tako da je ti to bilo inspirirano nekako, ne, jaz vedno pravim, da ima pač vse neki smisel, če tudi se ti na neki točki zdi, ne, ampak se ti bo pač kasneje pokazalo, ne, zakaj je bilo to dobro, recimo v tvojem življenju, ne. No in tam tista sociologija, ne, mi ni dala tega, kaj sem iskala, ampak nekaj pa mi je dala, neke koščke, nekih puzlov, ne. In takrat verjetno v tistem času si potem tudi ustvarjala ta blog, dnevnik Svetle čarovnice. Zakaj si mu nadela tako ime? Še vedno obstaja tudi, ne? Jaz sem takrat hitro, ne, takoj po 20-ih odkrila neko ezoteriko, te spiritualne knjige, da sem tu Reiki, recimo, je bil prvi, s katerim sem se srečala, ne. In potem meni je jasno, to obstaja, v našem svetu ima vse drugi pol, ne. Živimo v svetu polarnosti, tako je tudi svetlo pa temno, ne. In ne vem, tako bela magija, črna magija, neka, ne. Tako tu, kot jaz pravim, da smo vsi čarovniki, ne. In vse čarovnice, ne, ker vsak čara svoje življenje kreira, ne. Vedno, ne. V vsakem trenutku, ne, tako, ne. Tudi vi ste veliki čarovniki, ne, kreativna pika, tako da kaj ste že ustvarili pa ustvarjate, ne. Drži, se bi kar strinjala. Tako da čist tega je pol prišlo, pač čarovnica, da vseeno malo tak
malo te, zakaj se čarovnica, ne, pa svetla pol, ne. V tem smislu, da kreira dobre stvari, no. Bilo mi je zanimiv zapis, ko si tam opisala se, ne? V bistvu sem ženska, ki se uči v vsaki situaciji ostati jaz, ki se uči ostati zvesta sama sebi, zaupati vsak naslednji korak, čeprav ne vem, v katero smer pelje. Zaupam svojemu srcu. Imaš enako mnenje po 9 letih? Ja, imam. Spet tu sem napisala, ne, sem ženska, zato ker jaz se v bistvu v svojem življenju nikoli nisem prav bilo mi je malo neprimerno, neprijetno s to žensko naravo, s to ženstvenostjo, s to našo tudi čutnostjo, s našo naravo, ki je bolj ekspresivna, pa bolj gor dol, pa več se nam dogaja pač na čustvenem, ne. In tu sem se tudi začela nekako tem učiti, kako ženska, pa kako sprejeti svojo žensko naravo, pa kako bolj kot žensko se začutiti, ne. To je veliki izziv v mojem življenju, še danes, ne. Zdaj sem pa pozabila vprašanje. Če imaš še isti pogled. Če imam še isti pogled, ja, hvala. Ja, sigurno, ker ful doskrat v svojem življenju sem se počutila, glej, ne vem, kam grem, pojma nimam niti, kako se bo končalo. Samo edino, kar mi ostane, je to, da zaupam. Pa vedno sem pa nekje potegnila tisto moč, veš, da sem si rekla, glej, vse bo vrelo, ne. Vseeno sem imela to neko zaupanje, ne, vedno. In veš, kam je zanimivo? Pri meni je bilo isto, ampak se mi zdi, da potem z leti pa dobivaš to samozavest, ne? Ja. Pa zaupanje v sebe, pa da, ko bi rekla, da res dejansko veš, da si sposoben. Ja, ne? Ful lepo je. Ker dejansko tudi vidijo, naprimer, ne, sodelavke manj mlajše, pa jih tako doskrat opazujem, pa si mislim, kako so to mlajše, mislim tudi nazaj, ko sebe gledam, ampak si mislim, koliko so one veličastne v vsem svojem, ampak se ne zavedajo te veličastnosti, ker vse po mojem smo mi bile iste, ne? Ja, točno to, Nina, ful dobro si povzela. Iste smo bile, ja. Ker v bistvu jaz sem tudi napisala, ne vem, neko pesem ali nekaj, vedno si bil ta, kdor si. Ti si Nina taka in ti si se že rodila taka, ne. Samo da pa rabiš, ne vem, 20 let, da prepoznaš v bistvu, kdo si, pa da lahko bolj, tako kot si rekla, še bolj počutiš samozavestnega, bolj čutiš sebe, bolj veš, da si ti ta, kdor si. To, ja. Ja, to je. Ja. Ampak veš, časi si mislim, zakaj nam ni že bilo to prej dano, ne? Kako bi bilo mogoče lažje kaj? Jaz isto. Ful lažje bi bilo. Pač ful bi se lahko, dosti prej bi se ti kot človek, kot oseba, kot tisti svoje poslanstvo bi lahko dosti hitreje uresničil, pa še več naredil. Ja. Ampak po drugi strani, tako kot si prej rekla, pa se isto delim mnenje, da dejansko v življenju gremo skozi neke korake, vse se zgodi z nekim razlogom in na nas je, ali imamo to sposobnost, da na njih zrastemo, ali pa da greš v temo, no. Jaz imam edino to, ne. Eni pa žal ne sprejmejo tega izziva življenjskega in jih, ne bi rekla, jih potone, ampak čutiš, da niso se soočili s tem problemom, izzivom in da jih niso bili sposobni zrasti na tem, no. Ja, niso bili sposobni predelati ničesa in so neki malo obstali, ne, tako. Bil mi je tudi zanimiv stavek, ker mi je tudi všeč, ker vedno rečem, ljudje dostikrat vemo pomest po drugimi pragi pred svojim, pa ne. Zavedam se, da je vsak izmed nas edinstven, vsak ima svojo pot, ki jo je treba upoštevati in spoštovati, vsak ima svoj talent in način, skozi katerega se izraža njegova dušna narava. Vendar vsi stremimo k istemu cilju, vsi si želimo biti srečni in zadovoljni, čutiti življenje in ljubezen, ki se na našem planetu izraža na 1001 način in skozi 1001 pojavno obliko. Da smo sposobni videti ljubezen, živeti ljubezen, pa moramo sami postati ljubezen. Začne se pri nas. Ampak ravno tu ljudje ponavadi obstanemo, ne. Govoriti in narediti pa ni isto, ne. Veliko lažje je govoriti, ko pa iti v akcijo. In najtežje se mi zdi, da je ravno delati na sebi, ampak tebi je to uspelo, pa tudi, če še vključiva to tvojo bolezen, ki je bila res prelomna, kako ti je uspelo? Ja,
bi rekla, zdaj, ko takrat rečeš, tebi je uspelo, ja, vse mi je po eni strani, mogoče pa še vedno mi tu pride, ja, pa še vedno delam na tem, ne, pa verjetno bom vedno, ne, ker ziher poznaš to, ne, da pač so delo na sebi, je, ko da lupiš plastiče bule, ne, in v bistvu se nikoli ne konča, ampak se pa že vidi sprememba pri človeku, ko že 3 plasti one čebule lupi, ne, se že vidiš, da je malo bolj on, pa malo bolj sije, ne. Kako je meni uspelo, po eni strani, glede na to, kako izkušnjo sem imela res boleznijo, sem ful hvaležna, da mi je uspelo, ne. Sigurno je bila tu neka, tako pravim, tu je en del neke sreče ali da pač tak mi je bilo namenjeno zgleda, ne. Ker nekomu recimo ni, ne, pa je mogoče isto šel po neki podobni poti, ko sem jaz, je probavo, ne. Ampak jaz mislim, da glavna je bila ta moja vera, veš, pa da sem res se vedno naštimala, ne vem, je bila neka slaba novica, seveda te sesuje, pač človek si, se jočeš, imaš ful slabe misli, ne veš, kaj bo s tabo, se bojiš, ne. Ampak pol pa, ko daš tisto ven, pa ne, boš, Mateja, boš, tako vse boš dala za to, da boš. Zdaj pa še vedno sem imela to, veš, vero v nekaj višjega od sebe. Ne? To jaz vedno pravim, da pač to nekak človek rabi. Ne? Človek je tudi duhovno bitje, ima to duhovno naravo, brez ki ne more biti ločeno od naše fizične narave, ker to je pač eno pri človeku. Ne? In to, da ti imaš vero v nekaj več od tebe, kar je dobro do tebe, kar tebe varuje, kar te podpira, k čemur se ti lahko zatečeš, ko tu recimo nimaš drugega, ne? To mi je pač najbolj pomagalo, ne, sigurno. Pa če se mogoče malo bolj fokusirava, rekla si, bila si stara 26 let, kak je bil tvoj prvi, mislim, vseeno je to tako šokantno, ko ti postavijo tako težko diagnozo. Kako si se ti s tem soočila? Ja, bila sem takrat v 26. letu, leto 2014 je bilo to. In takrat naenkrat, pač jaz si niti približno ne bi mislila, da bi bilo kaj takega, ne, rak na materničnem vratu, ne. Pri 26 letih je celo neka taka oblika, veš, ko po statistikah dobijo le ženske nad 60, ne. To je pač totalni šok, ne. To ti spodnese... Mislim, bereš verjetno na plakatih pa to, ampak misliš si se, meni se to ne more zgoditi. Ja, res si misliš, no. V moji družini je bilo zelo malo nekih takih bolezni, pač ful mi ni bilo to blizu, jaz nisem imela še dobene izkušnje v življenju, ne, in pol pa naenkrat ti dobiš, jaz niti približno, ne, nisem imela feelinga, ne. In to mi je pa vedno tudi bilo zanimivo, ne, ker ko pa sem slišala kakšne zgodbe v naši okolici, da je kdo zbolel za rakom, pa da mu je recimo šlo že zelo slabo, pa to, sem si vedno mislila, enkrat sem celo rekla nekomu, tako, gledaj, če bi se meni to zgodilo, jaz ne vem, če bi lahko, ne. Zato, ker je enostavno diagnoza rak, avtomatsko stigma smrti, ne. Po vsej verjetnosti boš umrl. Tak velja. Mislim, da kar danes velja. Ja, jaz tudi mislim, no. Pač vsak ima tu na smrt strah, da bi se mu kaj takega zgodilo. Tako da, ja, nimaš kaj, bilo je grozno, ne. Ne bi moglo biti bolj grozno, ne. Ampak kako si pa, mislim, so tu kakšni znaki bili, bi lahko to kako preprečila ali enostavno? Ne. Ne, jaz sem hodila na redne kontrole. Jaz ne vem, niti mi zdravniki niso znali razložiti, kako je to možno, da je tako hitro to nastalo, ne, ker je bil ful veliki, par centimetrov velik tumor, da nekih posebnih znakov sploh ni bilo. Tako da to je pač druga, ne moreš, kot bi rekla ženskam, hodite na redne preglede, ne. Najbolj pomembno je, da ti kot ženska, da res greš na tisti pregled, vse eno, ne, da, ker ne vem, koliko je že, da ti, če si ti zdrav, na koliko let lahko greš na ginekološki pregled. Mislim, da ne hodijo vsako leto, ne, ženske, ne vem. Neka obdobja so, ja. Neka določena obdobja, mogoče par let, ne, pa na vsake 3 leta, ne vem, pozabila sem že, kako je to, ne, ampak nimaš druga skorko, da greš na tisti pregled, pa da se vidi, če kaj nastaja, ne.
Tako da, ker bolečin nisem imela, če že so kakšni simptomi, recimo, da katera ženska kaj opazi, je to, da bo začela krvaveti, ne, izven svojega mesečnega perila, ne. Tako da, recimo, to je edini taki znak, ne. Pa bi verjetno vedno najdli kakšen izgovor, je pa to zaradi, ne, nikoli ne bi na najhujše mogoče pomislila, ne. Ja. Ampak bi rekla tako, vsaka ženska se mogoče identificira z neko ta materni čut, ne, materinski čut, otroci, potem kot taka ženska moreš, ne, to ti nekako v družbi smo, ki to moreš imeti. Pri tebi je pa prišlo, bi rekla, do tega, ravno z to boleznijo, da so ti vzeli to, kar te dela žensko. Ja, ful si dobro povedala, je točno to. To je, to moraš najprej prebaviti, ne. Ker, dobro, jaz recimo nisem nikoli bila tista ženska, veš, ko je že pri 21 govorila, pa vedela, da ona hoče imeti 3 otroke, pa da se vidi samo res kot mamo, pa kot družino, da je to najvišja prioriteta, da je to najvišja njena vrednota, ne. Moja narava je bila vedno taka malo bolj pustolovska, pa me je vedno vlekla tujina, pa sem hotela doživeti, pa še zdaj sem taka, ne. Tako da jaz sem, kot bolj mlada sem govorila, ne bom imela otrok, ne bom se poročila, ne, nič od tega, ne. Ker se mi je to zdelo, da pač to te kot žensko pač, ali pa, in mislim, ja, kot žensko, seveda, kot žensko, ker ima ona otroka, ampak da te pač ful omeji, ne. Ampak potem se je to že malo začelo spreminjati, samo hvala Bogu, pri meni želja po otrocih ni bila tako močna, čeprav se pa potem, recimo, je pa tu ena fora, ne, recimo imaš ti maternico, ne, pa rečeš, pa ne vem, če bom imela otroke, mogoče ja, mogoče ne, če pa ti nimaš, ne, pa ne, nimaš šanse, ne, ne moreš, mislim, takrat si ti sproščen, ne, ko pa je nimaš, pa ne moreš imeti. To pa je nekaj, kar moraš prebaviti, ja, tako sem prej rekla, ne. To je pa potem kar izziv tudi, da se soočiš, mislim, v končni fazi, mogoče v tistem trenutku ali pa tudi kasneje, tako kot si rekla, saj se spremenjamo, ne, pa bi mogoče pri 33 rekla, ja, točno to. Ne vem, zdaj poročena sem, bi pa imela, ampak ne morem imeti, ne, ampak. Točno to, ne. Jaz sem potem, zdaj Markusa, mojega moža, potem spoznala po 30, ne, ko si že ti bolj zrel, ko si že marsikaj tistih nekih želj si uresničil. In takrat pridejo komaj te želje po tem, da bi pa imel skupne otroke, ne. In takrat, ko me si potem s tem prav soočen, ne, veš, takrat ti začutiš, kako bi pa bilo to lepo, ne, pa si lahko to predstavljaš, kako bi pa to bilo, pa če gledaš pri prijateljih, pa to, ko imajo, ne, je pa zelo boleče, ne. Tako da sem šla čez to, ne, ko sem pač ogromno o tem razmišljala, sem ti izjokala, pa sem pač mogla to sprejeti, da zdaj je tak, ne, in da to zdaj ne gre, ne. Že tudi v končni fazi najde takega partnerja, ne? Da te potem tudi v tem celo vzeme, ne? Ker mogoče pa on razmišlja, da bi imel otroke, zdaj pa zaljubljen samo njo, ampak ne? Ja, Nina. Ful dobro pelješ to, je točno to, ne? Ker kot ženska je nekako vseeno tako bolj normalno, da imaš otroke, ne, še danes, ne. Pač dosti žensk se odločijo, da ne bojo imele otrok, pa bi jih lahko imele, ne, telesno. Ogromnokrat potem dobi neka vprašanja od takih enih pač ljudi, ki pač ne vejo, mogoče kakva je njihova situacija, kdaj pa bodo te imela, ne, še posebej, če se poročiš, ne. Vse to se zdaj že malo spreminja, da mogoče ljudje malo bolj postanejo, malo bolj premišljeni, kaj koga vprašajo, ne. Jaz sem tudi dobila ogromno takih vprašanj, ampak vseeno malo premisli prej, ker nikoli ne veš, mogoče je to, recimo, mogoče je ta tema za nekoga ful boleča, pa mu ti tam potem v to rano pikaš, ampak vseeno pa je drugi strani pa je spet tak, itak ti si človek, ni nič slabega mislil, ne, in ti pa itak je to
ena tema, ki je za tebe boleča rana in tako ali tako boš jo mogel poceliti, ne, te pa če bi te za to vprašal, ne, tako da zdaj taka dva primera in je težko, je težka situacija, ne, ki je pod tem potrebna, ko je potrebno dosti, da to preboliš, no. Pa se mi zdi tudi, da mogoče tiste mlajše generacije, da imajo že mogoče to vedenje ali pa mogoče malo bolj razmišljajo o tem, ker so tudi sami soočeni, ne? S tem, da je malo prebrala sem, da je vedno večje število pač ljudi, ki ni zmožno imeti pač po naravni poti otrok in mogoče zaradi tega malo drugače se mlajše generacije odzovejo. Starejše pa se veš, v končni fazi tudi odnos do otroka je bil drugačen, ne? Je bil kot delovna sila, danes pa ga drugače tretiramo otroke, ne, kot zgolj za delo. Tak da, ja, s časoma se tudi te stvari malo spreminjajo. Zanimivo se mi zdi, da, tako kot smo tudi povedali prej, da dejansko z leti nekako bolj se dojemamo, bolj se čutimo, pa dosti ljudi, ali pa jaz si želim takih, pa jih tudi dostikrat potegnem k sebi, no. Energije se privlačijo, rada imam ob sebi iskrene ljudi. Da si tudi povemo, brez mask, da živimo. In ti si tudi napisala, ko poveš na glas, deliš z drugimi, takrat si zares pripravljen sebi pogledati v oči in si priznati, kaj v resnici čutiš, kaj te je prizadelo, kje te boli, kakšna negativna čustva skrivaš v sebi. Kaj misliš, da danes so mlajše generacije bolj drzne, se ne več skrivajo za temi maskami pred samim seboj ali... Ja, ne bi mogla reči po moje čist, da so bolj drzne, ne? Ker še vedno gre za iste stvari, se pravi, isto tako so oni kot otroci prevzeli vse dejansko vzorce delovanja, način mišljenja od svojih staršev. In zdaj pa nekaj od tega je bilo dobrega, funkcionalnega, nekaj pa mogoče ne, pa so prevzeli tudi ogromno omejitev, ne, in tu potem oni grejo po isti poti, kot mi vsi, ne, da odkrivajo sebe, da pogledajo, kako pa jaz razmišljam, kako da drug razmišlja, bi bilo mogoče pametno kakšen način razmišljanja malo optimirati, spremeniti, ne, tako da mogoče vseeno na nek način bolj drzne so, ker je čas precej drugačen, je spet nekako mogoče energija bolj taka, da te bolj podpira, pa bolj imaš tudi informacije, ki so ti ful vse posod na razpolago, tako da tu nekje smo mogoče na malo boljšem položaju, kot mogoče smo medve bile, ne. Ja, drži. Ja. Je pa tudi, naprimer, prej si povedala, pač raziskovanje samo o sebi. Fajn je, da čim več preberemo, ne samo na spletu, tam že moraš malo tudi včasih razmišljati, kere informacije so res relevantne, da ne prihaja ogromno teh dezinformacij in fake newsa. Ampak ja, mi smo še te generacije, ki pa je knjiga, ne. Prebrala si ogromno literature, predvsem duhovne. Če bi te vprašala, katero bi priporočala, katera te je najbolj navdihnila, ti je dala največ? Lahko rečeš, katera je top 3 ali pa 2? Ja, recimo ena, ki mi je bila prva, to je bilo tam pri 20-ih, je bila od Louise Hay, Življenje je tvoje. To knjigo pozna res tako ful ljudi, pa od ful ljudi je bila njihova prva, nekako jim je tako odprla to pot. Potem pa še ena naslednja, ko sem bila tam pa me je rešila, ko sem bila na zdravljenju na onkološkem v Ljubljani takrat. To pa je bila živeti v sedanjem trenutku od Eckhart Tolle. Ja. Ta je tudi zelo, zelo dobra, ta ti pa tudi odpre čist neke nove sfere, razmišljanja. Kako dolgo pa je trajalo potem to tvoje zdravljenje, tako si jih omenila? Ja, moje zdravljenje je trajalo, zaključila sem ga konec maja 2016. Bilo je tudi eno posebno potovanje, zato ker sem se na začetku odločila, da ne morem takoj na tisto operacijo, ko bi mi oni kar iz danes na jutri odstranili maternico, ne, in sem se potem odločila,
da probam še na drugačen način, na alternativen način. Ne. Zato se je potem zavleklo za 1 leto, potem so šla na operacijo leta 2015, potem pa so se neke celice pojavile in tisto smo pa takrat z kemoterapijo pa obsevanje. Ne. Tako da sem v bistvu mogla sprejeti vse, ne, takrat, ker sem bila ful proti, tudi spet pač ful sem mogla pošreti svojega ega po ogromno stvari, ki sem jih govorila, ne, tako jaz ne bi nikoli šla na kemoterapijo, ne. Pa sem šla, ne, pa sem jo sprejela, pa sem pač obrnila, ne. Meni bo to pomagalo, sem si rekla. In obsevanje, meni bo to pomagalo. In sem res tam tudi, ko sem ležala na tisti mizi, sem šla vedno v fokus pa vizualizacijo, kako mi res se tam uničujejo samo te celice, ki pač niso okej, ostale zdrave pa ostanejo zdrave, ne. In v bistvu je res tako bilo, ne. Tako da je zdravljenje trajalo, ja. Kakšen pa je to občutek, ko dobiš kemoterapijo? Jaz si to predstavljam čisto tak, ne, nikoli. Ja. Pa hvala Bogu nisem, mislim, sem zdrava, ampak vem, da ko moja mama imela anevrizmo in takrat so predlagali, ker je tudi dedna, da grem na slikanje CT s kontrastom, ne. Magnet s kontrastom, glavnem se ne. Ja. No, glavnem vem, da ko sem šla ležati na tisto poslo in ti notri kontrast ostavijo, ne. In to dejansko je taki občutek, prav čutiš, kako ti gre po telesu, to je grozen občutek. No, meni je bilo to grozno, da res čutiš, da neka tuja stvar začne plavati po tvojemu telesu. Ali je to isto pri kemoterapiji? Ja, jaz tudi imela take predstave o kemoterapiji grozne, ne. V bistvu, ja, ležiš na posli, te priklopijo, ti teče, taka rdeča tekočina je bila, ne. Jaz sem tudi tam šla vizualizacijo, pač, ne, glej, ker zdaj ne moreš, mislim, tu bi nastal konflikt, ne, nekaj teče v tvojo žilo, ti pa si zdaj to prepričan, da je to strup, pa da te bo to ubilo. Ne, tega si ne boš predstavljala, ne. Ti moraš zdaj tu kontra narediti, ne, ker drugače boš v paniki, ne. Jaz sem na kemoterapijo hodila recimo enkrat na teden ob sredah, takrat je vedno šla sestra z mano, Katja, pa smo si tam naredili tako fajn, ne. In je ona bila poleg mene na posli in ja, in se pravi, glede, že iz tega sem si naredila neki poseben dogodek, ne. To Katja je šla z mano, imeli smo se fajn, ne. Zdaj pa nisem čisto tako čutila kot ti, recimo, da mi je tako nekaj teklo, ampak sem si gledaj, to mi bo pomagalo, ne. To zdaj bom naredila, ker sem se sama tudi odločila, da bom, ne, ker jaz nisem mogla sprejeti nekaj stvari, recimo, če bi jaz čutila, da zdaj jaz tega ne morem, ker to ne bi mogla prebaviti psihično, ne, ker če bi, recimo, si res ful mislila, to me bo ubilo, dejansko, ja, dejansko. Pač moraš se ti kontra, pač, kaj se odločiš, ne, se v bistvu gre, naj bi bilo tak, ne, zdaj, kako se boš ti odločil, tak bo, ne. In ja, in tak je tista kemoterapija te ob sredah stekla v moje telo, ne, in potem obstaja ful več vrst. Jaz sem recimo imela tako, ko ti ne izpadejo lasje, pa dlake, tako da to je že ena ful plus točka, ne, ker ti je tisto ful faktor, če ti lasje izpadejo, ne. In potem po kemoterapiji je bilo, drugi dan se ne počutiš tako dobro, ne, pa nisem mogla jesti, pa nisem se počutila tako dobro, ampak ni pa bilo, da bi bila jaz v katastrofalnem stanju, recimo jaz tudi bruhala nisem, ne. Je pa bilo ful dobro to. Recimo, jaz sem med kemoterapijami, me je spremljal moj terapeut z zvočno nego, z masažo pa z zvokom, s tibetanskimi posodami pa z gongom, ne. In to pa je res ful dober dokaz, kako funkcionira recimo zvok. To menda še ti nisem nikoli razlagala. Ne, ja. To me res zanima zdaj. No, in ja, midva smo si tako nastavila termine, da me on večinoma po kemoterapiji, ne, pol drugi dan, ne, ampak tisti enkrat pa je on imel glih termin, da ko smo mi prišli popoldne z Ljubljane, smo šli direkt k njemu, ne.
In se pravi, takoj po kemoterapiji mi je prišlo full frekvenc zdravilnih zvoka v moj sistem. Ne? In jaz sem potem vedno po kemoterapiji drugi dan nisem mogla jesti, pa ležala sem pa cel čas, sem bila čisto utrujena. Tisti dan, drugi dan pa sem lahko jedla, imela sem normalen apetit, pa nisem se tako slabo počutila. Tako da sem bila tako hvaležna, da sem rekla, pa jaz lahko jem, skoraj nič mi ni bilo po kemoterapiji, to je neverjetno, ne? Tako da mene je cela kombinacija vsega, kaj sem delala, je meni ful pomagala, ne? To pa nisem vedela, da ima gongi tako moč. Ja. Ker vem, zdaj smo kar že malo tudi prišli na to, kar se zdaj tudi ukvarjaš. Takrat si se prvič spoznala tudi z gongi, ker jih pa nisi prakticirala tako. Mes je bila neka pauza, zdaj pa si dejansko ti tista, ki pomagaš ljudem z gongi. Ja. Noro. Ja. Zvok je bil vedno nekaj, kar me je fasciniralo. Ne? Spoznala sem se z njim že takoj nekaj po 20-ih. Ta Dragica moja, ona je bila tak prva, ki me je spoznala z reikijem, pa z tibetanskimi posodami, pa tak z meditacijo. In tam sem jaz to spoznala in sem hodila skozi vsa leta na nekaj. Ali na zvočne kopeli, ali na kako tako meditacijo, malo zvokom, pa to, ker to je mene vedno ful sprostilo. Potem pa sem kar nekaj časa tudi hodila na te masaže z posodicami, pa še z gongom. Ne? In to sem takrat vse vnovčila, ne, v tistem času. Ne. In potem še skozi vsa leta, recimo, sem hodila enkrat na teden, recimo v nedeljo, zvečer smo imeli zvočno kopel in tista zvočna kopel v nedeljo je mene naštimala za celi teden pol. Recimo, da sem se boljše počutila, bolj sem bila sproščena, bolj pri sebi, ne. Dosti stresa je šlo, ne, med tisto zvočno kopeljo. Jaz sem pol lepo imela energijo za celi teden in potem naslednjo nedeljo, recimo, sem spet šla. To je bilo neko obdobje, ko sem to rabila in sem to prakticirala, ne. Bi lahko rekli, da mogoče je ta pot, ki te je zanesla v Avstrijo čez mejo, je začetek nekega novega življenja. Ja, sigurno. Ja, ful lepo si to zdaj rekla. Ja, sigurno, ne. Ker prej ti nisem odgovorila na tisto vprašanje, ne, da je to za moškega, da je to problem ženska, ki ne more imeti otrok. Ne. Zdaj pa recimo Avstrija, ne, mi je tudi dala partnerja takega, ki je meni zelo pisan na kožo, ki je lahko to sprejel, da jaz ne morem imeti otrok, čeprav si je mislil, da jih bo imel on za sebe. Ne. Ampak je rekel, glej, zdaj tako je s tabo, meni je to okej, imamo neki svoj način življenja, ne, in je to bilo okej, ne, na to sem še hotela nekako odgovoriti, ker si me vprašala. Pa ja, Avstrija mi je pol dala, ja, vse, ne, novi dom me je ful podprla pri vsem tem, kaj bi jaz rada delala, ne. Nekako bolj me Avstrija podpira pri vsem, kaj jaz delam, ne, ker so se mi ful na vseh področjih pojavile priložnosti, ne. Se mi zdi, da si kar na novo zrasla tam, ne, tam je pa kar... Tam pa zdaj Mateja živi, ne? Tam je pa razcvet. To se pa kar širi. No? Tudi ta zdaj vajna skupna znamka, lahko kaj več poveš. Ja. Zdaj vem, poznamo te, da si bila v teh vodah. A veš, da sem prvo študirala, kako smo se midve spoznali? Se mogoče spomniš? Ja, ko si mi pisala, ko ste imeli en dogodek za ženske. Točno, to je mogel biti 8. marec, ne? Ja. Ja, in si bili na kafeju in sem vam milca, taka mala prinesla. Pili milca, ja, za ženske na WC-ju. Na dogodku. Tako so si lahko vzeli nekaj za razvajati, ja. Točno. Kjero leto? 2019, verjetno. Ne, ali pa še bolj nazaj. Okej. Še verjetno bolj nazaj, no, ampak ja, milca so nas združila, no, ja. Ampak zdaj iz teh milc je nastala prav blagovna znamka. Ja, to je pa bilo res tak, ja, ker je, mislim, najna blagovna znamka, ja, zapovem, kako se imenuje, Markeja, ne, iz Markus in Mateja. Aha, okej.
Tako da, da si povezan z imenom. To je bila Marksova ideja, ja. In on je kuhar. Zelo dober kuhar, za kar sem zelo hvaležna. Kaj ful rada jem. No, in on pa je tudi potem naredil eno izobraževanje za tega, kako se v slovenščini reče, svetovalca za zdravo prehrano. V tem smislu, veš, da malo bolj ve, ne? In kuha bolj neko svojo smer, bolj zdravo, manj mesa. Zdaj tu pri nama pa se bolj najni izdelki, ne, kaj on ponuja, so fermentirani produkti. Fermentirana pijača, fermentiran čaj, kombuča, pa kimči, pa je fermentirana zelenjava. Ne. In to je polno probiotikov, je zdravo, ne, tako da tu v to smer on hoče. Ne. In tako smo potem je prišla ideja, te pa dajmo to skup, da ne, jaz sem bila prej Ajomi, ne, to je nekako vseeno, Ajomi je povezana z mogoče prejšnjo Matejo, ne, ki je bila bolj mogoče tako malo bolj navzgor usmerjena, ne, veš, tisto bolj spiritualno, pa bolj malo, mogoče premalo prizemljena, bi jaz rekla, ne. Markeja pa je ful bolj prizemljena, ne, Markeja pa je povezana navzdolj, ima korenine, pa navzgor ima krošnjo, ne, tako, kako bi moglo biti, jaz pravim, ne. Tako da, ja, nekako skušamo ponuditi pač človeku nekaj ustvarjenega z ljubeznijo, kar tudi čutiš v produktu, ne, pa nekaj zdravega, ki te podpre, ne, na vseh nivojih, ne, bi lahko rekla. Pa se tudi tam si prinesla taka lepa, lušna velikonočna milca. V bistvu delaš samo milca, ampak ne, saj si tudi ponudbo niso samo taka milca, ne. Zdaj te so prav velikonočne z jajčki in zajčki, vedno si pač tudi, bi rekla, tako malo, no, me rekla lih v trendu, ampak greš nekak, da zadeve malo tu kreativnost izraziš preko njih, ne. Mava še potem tudi te, kako se reče, no, za čistiti, vem, da so bile take lušne gobice. Misliš peeling mila ali te gobice za čiščenje? Te gobice za čiščenje, ampak te niso tvoje, ne? To imaš v sodelovanju ali kako? Ne, te čist tak, te zraven nabavim, ker se mi zdi pač dobra dopolnilo, ne, da se lahko skup koristi, ja. Drugače pa mava še potem peelinge, šamponi so potem. Ful različnih mil za telo, ja. Eno milo imam tudi za lase, drugače pa se fokusiram na mila za tuširanje. Trda mila za tuširanje, ki kožo negujejo in je ne izsušijo in ki so pač posebnih oblik, barv, tak kombinacij sestavin, ne. Veš, da ima tudi vse neki smisel, ne, da jaz sem pač ful želela takrat z Ajomi ljudem pač tudi približati to, ne, da se v vsako sestavino, pač v vsako stvar, ki ti delaš, vse vnaša tvoja energija in pač človek, ko to dobi, recimo, mu to začuti, ne vem, narediš neko veselje s tem, ko že neka oblika, barva tudi to vpliva, ne, da se ti dobro počutiš, ko to von, ne, vse to se pravi neko to, da za dobro počutje, da tebe podpre, pa tudi, da recimo, ko se zvečer stoširaš, ne, da stoširaš izmiliš, izpereš iz sebe vso neko negativno energijo, ne? Vse tisto, kaj se ti je nabralo čez dan, to je bilo ti tak ful neko sporočilo, ki sem ga hotela naprej predatno zmili. Viš, kaj me zanima, dostikrat vidimo teh raznih mil, ampak nikoli pa nisem vas rekla, te moram vprašati, nikoli pa nisem vedela, kako naprimer je mi ko laiki lahko ločimo, kaj je res naravno milo, dobro milo, kvalitetno milo, ne, z kvalitetnih sestavin, a pa tisto, ki ni tok naravno, pa se oglašuje kot naravno. Fajn je, da pogledate sestavine. Prvo je, mogoče bi jaz pogledala, ali so prava eterična olja ali so parfumska olja, ne. Tu je razlika, ne. Pa potem, zdaj, kjera olja so vse not, ne. Ponavadi so mila iz kombinacije različnih olj, ne, olivno, sončnično, karitejevo maslo, kokosovo. Zdaj je fajn tudi pogledati, zdaj seveda, če bodo lahko to razbrali, ne, koliko procentov je neomiljenih maščob v milu, ne, ker to pomeni to odvisno od recepture, ne.
ponavadi piše, ne, to v angleškem pojmu superfat je tudi doskrat, ne. Ponavadi bi moglo pisati, tako mi razberemo, da je to milo, ima ful teh neomiljenih maščob not, ki pa ostanejo potem za nego, ne. Se pravi, da mi po miljenju še čutimo tako malo, ne masno, ampak malo, ja, tisto že malo tako naoljeno kožo, da ponavadi po dobrem milu se niti ne bi rabili z kakim maslom za telo ali losjonom za telo več namazati, ker že od tistega mila dobiš to nego, ne. Na tak način, no. Kaj pa, naprimer, kje ti potem kupuješ te sestavine, da ker ene so malo vseeno jobino olje pa te stvari? Ja. Mislim, si v trendu, da hočeš biti, mislim, da so naravna pa to, ampak vseeno vsega pa nimamo pri nas, ne? Kako do tega? Ne, jaz imam že leta, naročujem pri isti firmi, ko pač nudi vse za izdelavo naravne kozmetike in tam imajo vsa ta olja, tako da tu gledam pač, da je recimo nerafinirano, vidiš, odkot je, recimo, ne. In zdaj na tak način, no. Uporabljam tudi eterična olja, pač prava, ne, ki so seveda bolj draga, ne. Zato je tudi recimo cena naravnega mila pač malo višja, ne. To se je treba zavedati, da je razlika med tistim, ki stane 2 evra, pa med tem, ko stane 7 evrov, ne. To so te razlike, ne. Ja, kvaliteta pač stane, Ja. kakorkoli obrneš, ampak tudi vseeno, ne moreš primerjati industrijskega mila z ročno izdelanim milom, ki ima vsak, mislim, ogromno pozornosti, detajlom, ne, pa ti vsakega skoraj da že ne se pogovarjaš z njim, ne. Točno to, ne. Ja, to ljudje dostikrat ne razumejo, Ja. da pač gre tu za čist drugo in ja, energija gre čist Ja. druga skozi, ne. Da je enostavno dodana vrednost, ne. Ja. Rekla sem, da te je preko meje novo življenje, dobila si pa tudi, bi lahko rekla, mogoče idilično službo. Povej nam kaj več, ker to je tudi zelo interesantno. Ja, ful. No, in ful je tudi ta rdeča nit, ne, ko smo na začetku, da te nekako, ta vera v to, da te življenje vodi, da ima vsaka pot nek smisel, ne, ki se ti bo slej ko prej razkril, ne. In v bistvu, ko sem prišla v Avstrijo, je bilo kar naporno, ne, pač si vse tako urediti, ne, pa smo si urejala novi dom in ja, zdaj si pa še moram službo, pač vse si moram na novo postaviti, ne. Ja. In Markus je bil tisti, ki je meni že pred tem, ko smo se potem skupaj preselila, pokazal, to pa je malo od najstran v Gamlicu, tudi zelo blizu slovenske meje, je pa en taki poseben center, pa smo se enkrat tam z Vespo mimo peljala, pa je rekel, gledaj tu, pa smo malo gledala, tako čez ograjo. To pa je en poseben center, ki ga je ustanovil nemški zdravnik, Rüdiger Dahlke, in to bi bilo ful zanimivo za tebe. On je rekel, jaz tako, wow, ok, pa sem malo spletno stran pa to pogledala. Pol pa čez čas njega kliče ena najna prijateljica Nataša, ki pa je tam delala, ja, da oni rabijo kuhara, ne. Pa je bil on tak, da on ne bo, ne, ampak Mateja, ti pa nujno moraš tam delati, ne. Pa sem jaz tak nekak, ne, ker jaz se doskrat tak nekaj opiram, pa mogoče tam se mi zdi, da včasih, ne, ko je neka prava smer za tebe, začutiš malo neki opor, kot opor ega, jaz rečem, ker ti podzavestno, ali pa tvoja duša ve, da je to prava pot, ali pa, ja, ki pa bo prinesla veliko rasti, pa tudi veliko izzivo, ne, ker vedno je rast, gre skupaj z izzivi, ne, če ne greš neki svoje cone obdobja, tudi ne boš kaj dosti napredoval, verjetno. To je res, ja. Ne? Drži. In to je po moje to ti opor, ne, in pa sem pol te vseeno, ne, ja, te pa grem, ker tak nisem kaj bolj pametnega našla, čisto tako je bilo. In zdaj sem tam že, odkar sem v Avstriji prišla, delam tam, ne. In mi je res ful vsega prineslo, ja, in bilo je prav, ne, bila je prava odločitev. In kaj delate v tem centru? Reče se mu Tamanga? Ja, Kaj točno je tvoja naloga? Kaj? To je en ful veliki kompleks sredi narave, kjer ljudje lahko tudi prespijo. V bistvu je tam, veš, kot
center, kjer se nudijo razne delavnice pa seminarji, izobraževanja. Ne? In je, recimo, ustanovitelj Rüdiger, ne? On tudi še vedno deluje tam, pa ga srečujemo, še ima seminarje, čeprav je že 74 let star. Ne? On je sicer zdravnik, ampak je tudi zelo spiritualen. Ne? In tako da temelj tam so seminarji za post, se pravi, ti lahko greš tja, pa en teden se postiš, je vse organizirano z predavanji, z jogo, gibanjem, meditacijami, prav ono tako celostno. Zakaj pa se ljudje odločijo, da grejo za tedenski post? Kaj bi... Ja, pač naše telo, zdaj pravi čas za post je recimo zdaj, pomlad, ne? Da daš ti svojemu telesu prostor pa čas, da se počisti. Pa da mu daš neko pauzo svojemu organizmu. Ne? Post ti lahko ful pomaga, post je kot en taki reset za tvoje celice. Ne? Da telo v tistem času lahko ogromno stvari samo poceli. Ampak mi pa pač, če non-stop samo jemo, je telo non-stop zaposleno z to prebavo in ne, s prebavljanjem. Ne. Takrat pa ni tega. Ne. Takrat pa ti samo piješ vodo, kakšne zeliščne čaje, pa take juhice brez soli, z zelenjavo. Ne. To pa samo telo pri detoksu, razstrupljanju podpre. Tako da je ful zdravilno. Jaz sem recimo tam zdaj v teh letih se pogovarjala s ful udeleženci, pa od Rüdigera sem slišala ogromno predavanj. In je mi en zdravnik enkrat rekel, da bi mogel iti na eno operacijo, ne vem, kolena ali kolka. In da je bil v tak slabem stanju, da ga je tak bolečine nekako imel, pa ne vem, niso ga mogli operirati. Ne? In je potem šel, pa je 14 dni posta imel, bolečine so mu zginile recimo. Pol so pa ga lahko operirali, čist nekako tako je bilo, da recimo tudi bolečine zginejo, ful boljše lahko spiš, koža se ti izboljša, odvečna teža gre, pa ful vpliva post na tudi notranji mir, pa psiho, ne. Zato, ker celi sistem dejansko ti se umiri, ne. Lahko pride kome do neke tiste tišine, ne. Ker drugače je samo to neka hrana, ne. Tu se ne čutimo, ne. Ker smo preveč zaposleni pa preokupirani z nečim, ne. Nasičeni, recimo to je pravo, ja. Nasičeno, pa greš iz tistega nasičenega, greš v to, da se ti sprazniš, ne. Da se prečistiš, ja. Sej, koliko sem brala, ravno ta zdravnik, ne, on v bistvu dejansko ima bolj to vizijo, da dejansko mi v bistvu bolezni sami dosti ustvarjamo, ne? Ne moramo zdaj reči vseh, ampak... Ja. Rüdiger je ful znan avtor, bolj v Nemčiji, pri našem mogoče toliko ne, napisal čez 70 knjig in ena glavnih njegovih del je bolezen kot simbol duše. To, ja. Ja. In se mi zdi, da gre že vse v to smer. Ne? Tudi pri nas, ne? Z raznimi terapijami, recimo z telesno usmerjeno psihoterapijo. Ne? Oni tudi to vejo. Ne? Tako Rüdiger pravi, pač vsaka bolezen najprej nastane na neki energijski ravni. Ne? In se v telesu izrazi pač recimo na celični ravni kot neravnovesje. Ne? Ker vsaka celica, vsak organ v našem telesu ima neko določeno frekvenco, na kateri vibrira, pač deluje, je. Ne? In če so celice zdrave, je to ena frekvenca. Ko pa niso zdrave, ko pa so v neravnovesju, pa je frekvenca drugačna, se poruši. Ne? To je tudi ful dobro, da se je spet povezano z zvokom. Recimo na neki ameriški univerzi so naredili eksperiment in so pač posneli oziroma frekvenco zdravih celic so pretvorili v glasbo in je bila ta glasba zelo lepa, zelo harmonična. Pač slišiš si, da je tu nekako vse okej. Ne? In potem so
posneli frekvenco rakavih celic. In ta glasba, te frekvence teh rakavih celic ni bila tako lepa. Je pa bila že zelo disharmonična in si slišal, nekaj ni okej, to tudi zaznamo, ne, če neko glasbo poslušaš. Tako da to je tudi, mislim, to je čisti dokaz, ne, in Rüdiger recimo pač je ful zanimiv. On recimo bo rekel, ne vem, pljuča. Pljuča so organ komunikacije. Pljuča podpira to, da smo mi v življenju lahkotni, da imamo voljo do življenja, da imamo to radost do življenja, to neko veselje. Ja. In recimo neki bronhitisi ali pa angine ali pa astme, to pa je izraz tega, da mi nekje se ne moramo izraziti, recimo, ne? Ker je to recimo pljuča kot potem organ komunikacije, pač vse ima take razloge, ne? Nekje se ne moreš izraziti ali pa težave s prebavo, nekje je nekaj zastalo, pa ful ima, pač on ima za vse, ne? In to je neverjetno, ko njega poslušaš, ne? Ker ti marsikaj postane jasno, ne? Tako da, zakaj smo mi, pač tako si rekla, krivi, ne? Da je to ta beseda malo tak, ne? Ja. Ampak odgovorni mogoče, ne? Mogoče v tej, ja. Ker pač enostavno vsaka bolezen nastane na nivoju misli, občutkov, čustev, ne? In če smo pa mi recimo leta v nekih določenih enakih čustvih, občutkih, ne? Pa se bo to počasi, samo ta malo neravnovesje bo počasi prešlo v neki simptom, ne? On potem reče temu pač, mislim, to so simptomi, ne? In ti simptomi imajo vzrok nekje globoko v nas, ne? Ni zdaj ta bolezen prišla čisto naključno, to je tudi moja, ne? Ampak, ko me, recimo, zdaj, da bi te nekdo vprašal, zakaj pa si ti dobila raka, ne? Sigurno si zdaj že ugotovila, zakaj, ne? Tak nekdo, ko bo si tak mislil, ne? Ampak jaz se smejim zdaj zato, ker pač ni za to glih čisto tako enostavno, da ti bom jaz v enem stavku povedala, zakaj, ne? Ker to se nanaša na vso tvojo otroštvo, na vso tvoje življenje do tedaj in recimo, kot otroci, takrat so za nas odgovorni naši starši, ne? Mi tisto, kar smo prevzeli iz našega družinskega drevesa, to pač, zato nismo mi, mislim, odgovorni, tak pač je, ne? Mi smo potem komaj odgovorni za sebe, ko postanemo odrasle osebe, ne? In takrat vzameš ti življenje v svoje roke in takrat pač lahko začneš ti spreminjati svoj način funkcioniranja, ne? Pa narediš inventuro lastnih prepričanj, ne? Samo dostikrat pa to ne moreš ravno sam mogoče narediti, pa greš na kako terapijo, ne? Recimo, jaz hodim na psihoterapijo, ki mi ful pomaga, ampak to sem komaj zdaj ugotovila, da je meni, da je psihoterapija recimo mi ful pomaga, ne. Škoda, da že takrat nisem, ne, ampak takrat sem jaz bila bolj v vodah alternativnih, bolj spiritualnih, ne. Zdaj pa recimo sem za to, da se oboje kombinira, ne. Oziroma, ja. Zdaj, ko si lih tako še mi lepo navezala, še vedno pač se poslužuješ nekih v sklopu tvoje službe, ampak vseeno se še tudi poslužuješ nekih prijemov, da lahko sama sebi pomagaš, ko mogoče bi kdo mislil, vse ona pa tam dela, pa je zdrava, ko ne rabi več nič, ne? Vedno še nekaj iščeš, vedno... Ja. Tako, kot smo na začetku rekli, vedno je iskanje in zdravljenje, tu se ne ustavi kar naenkrat, pa ni vedno samo ena pot. Več moramo testirati, iskati, ne, da se ne, skozi celo življenje, ker ljudje pač mislijo, glej, on je bil v zdravu, se je, zdaj pa je to. Ne. Jaz tudi mislim, da življenje je tudi tako, ne, da vedno je, pa fajn je, da smo kreativni. Jaz še vedno tudi mislim, tudi v končni fazi, če si ti starejši, zakaj bi bili zamorjeni, zdaj pa sem star, pa več ne morem. Ni res, ne, gledaš pa pri 92 doktorirajo. Ja. Pa jaz ne vidim nič takega. Tu se vidi ta življenjska energija, moč, ki jo eni imajo. Ne? In meni je ravno to všeč, ne pa da potem eni obstanejo. Ne? Ja. Upokojenec pa. To je, sigurno žalostno, pa težko, če se ti tako zgodi. Ne? Jaz mislim, da te pri življenju ohranja to, da te nekaj zanima. Ne?
Da Tako. se z nečim, da te nekaj inspirira, da si ki radoveden, ne? Da je ta radovednost, ne? Ker jaz se tam še vedno, jaz zdaj bo 5. leto, odkar v tem centru delam, ne? Pa se vsako leto moje naloge malo spreminjajo in tam se vedno nekaj novega zraven naučim, ne? Pač ti potem od ljudi, ki jih srečaš, pa slišiš to, pa ne? In tako si potem te vodi ta radovednost naprej, ne? Zdaj si jih povedala, še delaš delavnice, ampak te delavnice zdaj bomo imeli, nam rekla glih, bogatstvo boš preselila tudi v Lenart. Ja, to bo se veselim, ker vseeno sem ful povezana, pa ti vezana, ne? Pač celo svoje življenje sem živela tu, ne? In sem še ful dosti doma. In je bila taka moja želja, da bi res tu v Lenartu tudi lahko priredila zvočno kopel, tako da zdaj mi je to uspelo. 23. marca bo v Lenartu zvočna kopel. In nekako je vseeno moja vizija, vseeno, da bi še mogoče, ne vem, pa mogoče enkrat na mesec imela tu, mogoče čez celo leto, ne vem, tu nekaj, ne, pa še vseeno se povezala tu z našimi ljudmi, ne. Pa kako pa je tako interes, mislim, je tako odziv, kje točno bo to, kako bo to izgledalo zdaj, če koga zanima? Ok, super. To bo v prostorih spodaj Plesne dimenzije. Tukaj te so v tem prostoru, tu na Krajgerovi? Industrijska ulica spodaj pod bencinsko črpalko Molje. Mislim, da so fitnesi tudi tam zraven. Tako, ok. Ja, tam imajo eno dvorano, ki je malo večja, tako da nekaj takega sniskala. Zdaj ne vem točno, mogoče nas gre, mislim, da okoli 15-20, da bi nas šlo tja not. In v bistvu zanimanje, ne? Ja, pač se mi zdi, da ljudje vse kar poznajo. Sproščanje zvokom je še nekako tak, se mi zdi, ker so ljudje še kar zelo odprti, pa tudi jim je fajn zaradi tega, pač tudi meni je bilo zaradi tega fajn, ker ti tja samo prideš, se vležeš, ponavadi ležiš, lahko tudi sediš, ležiš na svoj joga podlogi, se fajn z dekico pokriješ, imaš poštrček, to si prinašaš zraven, ne? In potem tam samo se prepustiš tistim zvokom, ne? Na začetku še mi naredimo malo telo, razmigamo, ne? Malo par takih vaj, tako malo kratko meditacijo, malo z glasom, malo mrmranje, čisto tak, ne? Pa da se sprostimo, da tam pristanemo v tistem trenutku, potem pa se začne zvočna kopel, kjer ti res samo ležiš, ne? In poslušaš, ne? In v bistvu zato je ljudem tudi fajn, ker se ne rabijo nekaj izpostavljati, nič posebnega tam narediti ali povedati, ne? Tako da je nekako se mi zdi zanimanje. Pa so bolj temu naklonjene ženske ali so tudi moški odločajo? Bolj ženske, čeprav... Te mi, kot čarovnice, smo bolj temu, ne? Ne vem, zakaj je to vedno tak. Ampak... Pa ne vem, jaz včasih zdi, da moški mogoče preveč hočejo biti razumski, ne? Ja. Jaz vedno vem, meni je marsikdo vprašal, ne, tako kot sem se prej pogovarjal, pa dobro, Rida, ti si kar tako sama potovala, pa to... si imela res srečo, da se ti res nič ni zgodilo tako sama, pa res take tudi tretje države, ne, ki je bilo že ful rizično. Ampak jaz sem vedno rekla, premalokrat poslušamo intuicijo. Ne, dostikrat nam intuicija sama pove, če se vemo slišati. Ne. In če ti občutiš, da nekaj res ni cool, ne, telo ti že, mislim, mi to vemo, ne. Zdaj, jaz si reži mislila, včasih smo malo res čarovnice, ne, da imamo to sposobnost, to moč, ne. Ampak ljudje, mogoče zaradi tega hrupa res vsakodnevnega, ali pa tudi zaradi tega, ker se nam zdi, da to je larifari. Samo jaz pač iz mojih potovanj lahko rečem, da jaz mislim, da ni larifari, no. Mene je dejansko intuicija dostikrat rešila. Te je, ne? Ja. Ker zato so začutila, ne tu, gremo reči tu, ne? Prav spomnim se dogodka, ko sem bila v Indiji,
bila sem na couchsurfingu, tudi to sem bila, ne. Wow. In pol me je ta, pri kateri sem bila na couchsurfingu, me je rekla, pejt tja v Gojo, ampak Goja mi ni bila všeč, ker je bila ful taka evropska, no. Mislim, totalno nespoštovanje indijske kulture in jaz tega ne maram, ne. Veš, dekleta v bikiniju, glavnem. In tam je bil tudi na drugem couchsurfingu en moški in pol je on tako, pač tam smo se spoznala, pa je pač rekel, kam greš, pa sem se rekel, no in grem pol naprej, nekam, no in kjer, kam sem že šla. Pa je rekel, gledaj, jaz grem tu v tisto smer, ali ti je kul, če grem zraven. Meni je tako vseeno, jaz tak ljudi spoznavam in vem, da smo sedela na istem busu in v tistem sem jaz dobila priblisk, da moram iti stran od te osebe. In ko je bila prva avtobusna postaja, vem, da sem jaz šla dol in se rekla, sorry, no in komu je že bilo svoje ime, ampak sem rekla, glej, sorry, ampak jaz moram iti dol z tega avtobusa. Jaz s tabo ne grem. Sem rekla, glej, moče se ti vzela ful čudno, ampak jaz vem, da ne smem iti s tabo naprej. In me je gledal, rekel, pa ti veš, da si ti sredi ničesa, ti veš, kje si. Sem rekla, ne vem, kje sem. Tam je pač avtobusna, pač tam so, veš, avtobusna je tam tako, da je lesena mizija bila na sredini, pa en je gledal iz zvezka, kam avtobusi grejo. Vsega ti, gospod, mi bo povedal, kam lahko grem. Rekel, pa ti si nora. Sem rekla, vem, da sem, ampak jaz ne grem. Fajn te je bilo srečač, hvala, adijo, srečno. In tip me je sam gledal, sem mislila, taj nek padla, ampak jaz sem točno vedela, ne. Ja. In zdaj, veš, lahko si rečeš, ja, Nina, zdaj ga bluziš, ampak jaz si mislim, ja, če bi se mi pa kaj hudega zgodilo, bi pa mogoče rekla, Nina, dobila si. Ja. Ja, jaz tu čist razumem, pač, o čem govoriš. In meni se je dostikrat tako že zgodilo, da pač rečem ne. Nekaj je, ne? Absolutno je, tako praviš, če se tu čist strinjam. Ful, dostikrat. Tako da, dostikrat tudi mogoče temu, tako si prej na začetku govorila, da je nekaj nad nami, ne? Ampak tega, vse se mi zdi, da se to preko tako iz leta v leto spreminja ta odnos, ampak dejansko nekaj je, ne? Ja. Vse okoli nas so frekvence, je bogatstvo, ampak mi smo, veš, logično razmišljanje, to je edino pametno, dokazljivo in to je to, ampak svet okoli nas je bistveno bolj bogatejši kot... Ja, ne, ja. Ker, ja, veš, kaj jaz tudi mislim, vse to si zdaj ti rekla, ja, da to nam glih blokira te naše malo načutne čute, ne, tako kot je intuicija, ne. Ravno to, ker se mi, če si ti preveč not, recimo, ne prideš z roganko pa v pisarno, pa domov, pa v trgovino, ne, boš verjetno čist ujet v umu, ne. Boljše, recimo, gledaš televizijo, poslušaš radio, sam to, ne. Te si v takem enem balončku, no, tako mogoče si tam malo ujet pa omejen, ne. Mi, jaz to tako po teoriji vem, jaz tudi ne delam vse čist tak, ne, veš, kaj mislim, ne, ampak to, kaj jaz tako razmišljam, ne. Naš planet, Zemlja, nam nudi pač vse za to, da se mi sprostimo, da recimo tudi Zemlja ima svojo frekvenco, ki se imenuje Schumannova resonanca. In dokazano je, tudi tu so eksperimenti, da če človeka ločimo od Schumannove resonance, od tega utripa, to je srčni utrip mater Zemlje, ne, se bodo zelo hitro začeli kazati bolezenski simptomi, pač neki simptomi, ko ne bo človeku dobro, telesno pa psihično, ne, ful se bo začel slabo počutiti, zgubljenega, ne pri sebi in to so ti simptomi, ne. Zato pa pač ni zastonj, ne. Pač poslušamo, pač moraš se gibati. Moraš iti ven, rabiš, da si z bosimi nogami na travi, ne na asfaltu, ne, ali pa na ploščicah. Potem pa še to, ne, da pač je človek, če si predstavljamo človeka kot en krog, ne, pa ta krog razrežemo na tortice, ne, kaj vse rabiš, da se boš ti celostno počutil ok, pa da boš zdrav, ne. Je v bistvu ni za samo to, ne, da boš ti dovolj veni, ne. Pač rabil bi vsaki dan, da si veni, v naravi, ne. Ker frekvence narave tebi umirijo živčni sistem, ne.
dihanje se ti umiri, s tem, ko gledaš sončne žarke, bleščanje sonca po listih in to tebi umirja valovanje možgansko, ne? In te dela bolj mirnega. Pol pa se ve, da dejansko kaj je zdaj vse tisto, kaj vpliva na našo frekvenco, oziroma potem jaz enačim našo frekvenco z našim dobrim zdravjem pa dobrim počutjem, ne? Se pravi fizično in psihično, ker mi je pač to res, da se pogledaš kot celostno, kot človeka, se pravi in vse to, kaj vse vpliva na tvojo frekvenco, vse, kako vodo piješ. Vi tudi filtrirate, sem videla, ne? Ja. Kako vodo, kako hrano, zdaj, koliko sveže hrane poješ, ne? Ker ti z neko bio svežo zelenjavo, to Rüdiger ful ponavlja, hrana je svetloba. Zakaj, ne? To ni spiritualni larifari, ampak hrana je svetloba, zato ker hrana ima, zelenjava sveža, ima v svojih celicah, itak je z večino z vode, ne? In voda je tisti medij, ki v sebi shranjuje frekvence, ne? Ker voda se lahko brez problema zelo hitro informira z neko informacijo. In v teh celicah od rastline so biofotoni, ki pridejo od sonca, ne? In mi rabimo hrano, ki je napolnjena z sončno svetlobo pa energijo za našo dobro počutje, ne? Se pravi, in polje gibanje, dobra hrana, voda, potem pridemo na to, na naše notranje, kaj ti misliš, kaj ti čutiš, kaj ti govoriš, s kom se pogovarjaš, kaj se tam pogovarjaš cele dneve ali pa kakve stvari bereš, ne? Ker to je pa potem hrana kot mentalna hrana, ne? Za naš psihični sistem. Se pravi, vse to potem nas dela ali tak, ali pa tak, ne? Ja. In dejansko se ti tudi ljudi, jaz ti rečem, občutiš, veš, včasih vidiš, meni se zdi, da določene ljudi, ko srečam pač zunaj, da prav čutim, kot da neka temna gumota hodi proti meni. Ja. In dostikrat tudi rečeš, da ne vejo ljudje pojasniti, ampak da koga srečajo, pa rečejo, jo, on je pa tak neprijeten, ne? Ja. To je vse. Čutimo. In vsi ljudje, ko so taki v sebi, ne, si mislim, lej, ne rabiš mi niti razlagati, ljudje te čutijo, kaki si. Ja. Ja. A veš, mi se blamiramo dostikrat z enimi stvarmi, pa si mislim, glej, ti lahko meni daš na smeh, pa se pretvarjaš, da si srečen. Samo energija te izdaja. Ja. In to se čuti. In to je res zanimivo. Ne? In to se čuti. In vedno je pol tudi zakon, da gre isto z istim, ne? Točno. Resonanca, ne? Ja. In tako, ko si, ti isto pač privlačiš, ne? In tisto bo prišlo k tebi. Sta mogoče tako privlekla, malo čudno me pritegnila k sebi Henrija. Henrija pa hišni ljubljenček, pes. Ampak je taki. Ja. Henry je, sigurno smo ga pritegnili, ja. Glavna sem bila jaz, ker jaz sem pa vseeno, veš, tista, ko si zapiči v glavo, pa ful hitro to je resniči, ne. Markus pa, ja, on mora premisliti, on rabi čas. To jaz pa ne, in sem potem... Gremo akcija, jaz. In je pasmela Gotter Manolo, ki jih v bistvu imajo za iskanje tartufov, in je pač ima ful energije, ne. In je meni to bilo najprej preveč, samo... Dobro, smo dali to skozi prvih par mesecev, ne. Sem bolj navajena na mir, imam svoj mir, ne. Ampak je vrejo, ker je pač ful življenja prineslo in neko novo gibanje, veš, in še ful več moram iti v gost, in ker da se on tam zlaufa, ker to rabi, ne, brez povodca, laufa, ko. In jaz pa to gledam, pa se smejim, pa mi je fajn recimo, tako da ful je dobrega prineslo, ne, tako da sigurno smo ga privlekla. Omenila si gost, posebnost pri tebi je bila tudi gozdna poroka. To je bilo res... A te je tudi to priklicalo? Kako sta prišla? Prvič sem slišala pri tebi gozdna poroka, ampak je bilo ful pravlično. No? Hvala. Ja, tudi to smo... res, vidiš, čist vse, to so zdaj ful dokazov, kako je življenje ti vse prinese, ne? Ker ti si to pritegnil, ne? S tem pač, kaj si, ne?
In hodila smo posebno lokacijo, nismo vedela točno kaj, ampak v naravi naj bi bilo. Ne? In ful mala poroka je bila in nimaš tako dosti tudi ne na razpolago. Ne? In potem sem videla slike od te gozdne poroke, ko v bistvu gozd oblikuje dvorano, ne? In smo šla tja. To je v Avstriji? Ja. To je 45 minut nekaj od naju tam, ampak tako kako smo stala tam v tistem gozdu, no, smo bila oba, kaj ti je verjel, ja, meni isto, ja. Okay. In vse ostalo, ko smo pa pregledala, pa nama ni bilo, ne, in spet je tako prišlo, ne, in recimo, kaj hočeš lepšega, ko pa da te tam res tisti gozd podpre in ful lepa svetloba in ni smisla, tako sem pol od zada še študirala, čakaj, pa kako je zdaj to vse spet ima smisel, ne, in res ne. Ja, fotografija, vedno jih je delala talele naša Crkvenjačanka. Ja, Marcela. Ja, vrhunstvi si res prav lepa. Ja. Se mi zdijo, se je kar poklopilo, da ste bili prave osebe tam na tistem mestu, v tistem trenutku, vreme, čudovito. Ja. Marcela je ful uživala, ful je bilo všeč, pač to se vidi na slikah, kako so lepe, ne? In ja, ful se je vse poklopilo, ker je bilo tako res prijetno, veš, pa tako res posebno. Tako v pravljici, ja. Rada pa Greta tudi, prej si že potovala, omenila si na zadnje, to so bili kakšni poročni medeni tedni? Ne. Filipini? To so bili predporočni. Pardon. Ja, ne, ker zdaj to se hecam, ker po poroki nismo mogla iti, ja, zaradi dela. Ja, to smo bila malo na Filipinih, ja. Kako sta izbrala Filipine? Pa tu sem jaz nekako, ne vem, kako sploh sem prišla. Ful so se mi zdeli posebni, pa se sem malo brala, vse so zanimivi, so res zanimivi, več narava je zelo posebna, res je lepo. Ja, tako ti nekaj da, se mi zdi, se samo, veš, ne. Ne vem, da ti, da se malo premakneš, pa greš stran od svojega poznanega, pa si malo razširiš obzorja, ne. Tako dosti ti da, pa bolj se veš, ko včasih si kakšne situacije pa spomniš, kaj je bilo tam, pa gledaj, kako bi, ne vem, pa se z ljudmi tudi pogovarjaš, ne. Ja. Tako te obogati, ne. Dejansko, res, ja. Ja. To je sicer dosti krat, kjer tako vpraša, veš, zakaj potuješ, ne. Ja. Kaj imaš od tega? Se je težko povedati, ne. Ja, ne. Še posebej, če ne greš pač nekaj preko turistične agencije, pa si bolj tako... Sam, ja, organiziraš. Ker je nekaj druga. Po mojem, da se odločaš zaradi tega, da ti obogatiš življenje. Ali... Ja, s tem mislim, ja. No, je zanimivo videti tudi naš planet, ko je ful raznolik, ne. Pa res tako lepo, da še to malo bolj mogoče skapiraš, ki živimo, ne. Ja, bolj dejansko res ceniš rajne Slovenija, jaz rečem, bogatstvo vsega, ne. Ja. Kako to, da si se odločila za Camino? To pa je že kar zdaj smo skočila nazaj? Nazaj, ja. Tu pa sem bila, ne, 2019. Ja, bi rekla, da sem imela... To je bilo pred Markusom ali že? Ja. Je že bil on v igri? Pred. Okej. Ja, pred. To je bilo 2019, ja, Markus pa je bil 2020. Ja, to pa Camino pa mi je od nekdaj bila želja, ker sem menda kakšen film, brala tudi. Pa veš, jaz sem bila recimo prej ful, kot najstnica recimo. Tako hudo ne samozavestna, pa ne sigurna v sebe, da še na kavo nisem upala iti sama. In smo vsi dali skozi. Ja. Pač, ali pa v Europark, da ne moram iti sama, ne. Ja. In na tej moji poti sprememb sem vedno vizualizirala sebe samo na neki poti, pa v nekem mestu, kako jaz tam sedim na soncu, pa pijem kavo sama. Okay. In sem mislila, jaz hočem priti, ne. In potem je tako to prišlo, da bi pa res lahko šla na Camino, zato ker Camino je ful dobra šansa, če si recimo prvič šel sam. Jaz sem šla to čist prvič sama, ne. Ker tam imaš, Camino imaš označeno, ki moraš iti, ne. In je ful lažje, ne, ker vseeno imaš ti kao neki cilj pa plan, ne, da greš proti cilje na Camino Santiago de Compostela, ne, katedrala. Do tja moraš priti, ne. In to je pač bilo meni res nekaj najlepšega, kar sem si v življenju uresničila, ne.
Jaz sem tam tako uživala, jaz nisem imela enega žula, jaz sem imela same lepe izkušnje, intuicija, tako si ti rekla, non-stop me nekaj vodila, pa ful do nekih čudovit. Pač meni je bilo tam vse perfektno, ne? Res, ne? Pač ful je dober Camino, ne, za vsakega, ko še ni bil mogoče sam, pa hoče sprobati. Pa narava tako lepa. Jaz nisem šla celega z Francije, ampak ker sem imela čas 14 ali 16 dni, ja. Tako da sem samo 11 dni hodila peš, ne. Ja, nek 215 kilometrov. Ne. Ampak tudi tako ljudje, ki si rečejo 215, pa nam hodu, pa to Ja. pa keks gre. Pa ja. To vse, mislim, niti ne zavemo, koliko človeško telo zmore, ne. Pa seveda, tam so hodili ljudje vseh starosti, to so ful starejši ljudje hodili. Ti pač si določiš dnevni cilj manjši, ne? Se ne rabiš ti 25 km na dan. Ne? Meni je bilo recimo idealno med 18 pa 22, ne? En dan sem mogla iti 27, 26, pa sem bila tako, to mi ne je bilo fajn, ne? Mislim, zakaj bi si pol to sama sebi delala? Določi si tako, kako je tebi fajn, ne? To je ono, in sem pol ful nekih potegnila nekih za življenje, ne? Istih, ali pa pravil, ne? Hodi v svojem tempu. Ti določaš svoj tempo, ti določaš, koliko je tebi okej, ti določaš, s kom boš danes hodil, ali pa če ne z nikom hodil tam na Camino, ne. To, ja. Pač ti vse sam odločaš, ne, tam sem dosti stvari skapirala, pa še se danes doskrat spomnim, recimo, ne. Pa še bom šla, ja. Sigurno. Jaz vedno tudi rečem, mi imamo vedno platno in škarje, mi lahko vrežemo. Ja. To. Ne, tudi če ti je nekje neprijetno ali vidiš, da ni to vreži. Ja. Mogoče je tisti trenutek, ker nismo navajeni, ne, ker je neka sprememba, nas malo zmeče, ampak lahko zrasteš iz tega, ampak ljudje se doskrat bojimo sprememb. No. Ja, valjda se bojimo. Pa kaj bo kdo rekel, glej, ti se vredno počutiš stran. To je to, ne. Ja. Če ni v redu, odstrani ta balast, stres, negativo. Pa vsi se bojimo, ker je pač neznano, ne? In to je normalno, da se bojimo in je to okej. Vsi narobe s tem. Ja. Samo pač, če greš pa narediš spremembo, zato ker ti je tu na toti točki res ful neprijetno in kaj ti druga prestane, ne? Se nekaj cajta še vsi trpimo, pod narekovaje, ne? Pa pač boš, ne? Pa se boš premaknil. Za zaključek mi še povej, kakva je prihodnost Matejina Markeja, kako bo se razvijala, kakve so vizije? Ja, vizije. Ena ideja je, no, da bi Markus šel bolj neko tako še samostojno pot, da bi se jaz tako nekako priključila, ne, to še zdaj ne vemo, to je ena, tak, da bi mogoče šla čist tak svoj pot, da bi imela neki svoj prostor, ki bi lahko Markus ponujal svoje umetnine, pač, ki so za pojest. Jaz pa druge, ki so mogoče bolj hrana za dušo. Tako da recimo tako bi to vizijo malo opisala, ker še je res vizija, pa ni še veš nič, ne. Ni še čas dozorel, da... Ja, tako da jaz bi vsekakor pač rada tu naprej se razvijala, ne. Zvočni terapiji sem se ful posvetila, pa pač hočem v tej smeri rast, pač tudi delati na tem, da res vsaki dan da igram gong, pa če ni vsaki dan zelo pogosto, da tu rasteš, ne, pa se razvijaš naprej. Tako da jaz bi rada, da me to vodi, no, ta pot, ja, da še tu postanem bolj tenkočutna, pa tak, no, da se izmojstrim. Hvala lepa, Mateja. Upam, da smo zaobjele kar precejšen del tvojega življenja, ki je bil res poln enih zanimivih dogodkov, ampak ravno to te je obogatilo, naredilo to tvojo mističnost, eteričnost, ko sem ti jaz nadela ime, ker si res taka. Verjamem, da bojo se najne poti še vedno prepletale, pa verjamem tudi in upam, da bo Lenart imel priložnost videti pa izkoristiti to tvojo toplino, mir in to tvojo magičnost, ki jo imaš, ki jo lahko daš svetu.
Nina, najlepša hvala. Tako lepo besediš, da si nas čizganjena. Pač hvala ti ful za povabilo, za ta pogovor. Pač res mi je ful prijetno bilo se s tabo pogovarjati. Pač res čudovito delaš svoje delo. Hvala lepa.